Tako kot že zadnjih 9 let v Zavodu Lokal Patriot kot prioriteto lahko izpostavim naša dva glasbena festivala, in sicer Jazz&Tea kot glasbeni festival in pa v prvi fazi delavnica, pa Muzejski vrtovi kot poletni glasbeni festival in druženje na predvsem prekrasni lokaciji Muzejskih vrtov v Novem mestu. Jazz&Tea, kot sem že rekel, 9 let je v prvi fazi delavnica, kateri se je pred 3-4 leti pridružil tudi festival v bolj obsežnem obsegu. Festivalski del je sestavljen konceptualno iz 3 sklopov. V prvem sklopu v ponedeljek in torek predstavljamo mlade slovenske jazzovske zasedbe, ki so se kalile v prejšnjih letih na Jazz&Teaju. Drugi sklop je Jazon kot skladateljska nagrada in koncertno finale za to skladateljsko nagrado. In pa v zadnjem delu predstavljamo mentorje, ki sodelujejo na glasbeni delavnici, da se predstavijo tudi inštrumentalno za svojimi projekti in zasedbami, in pa vse skupaj začinimo in zaključimo z zaključnim koncertom mentorjev in udeležencev delavnice Jazz&Tea. Skratka, obsežen jazzovski teden v Novem mestu. Letos pričakujemo tam nekje do 80 oziroma 90 prijavljenih udeležencev iz praktično celega sveta. Potem mislim, da imamo 15 mednarodnih mentorjev in pa seveda še en kup glasbenih gostov, ki se v tem tednu, se pravi glasbenih in ostale javnosti, ki se v tem tednu zadržujejo v Novem mestu. Kar se tiče Jazz&Teaja, sam klub Lokal Patriot kot prizorišče je seveda v poletnem času prirejen ali pa podrejen delavnicam in festivalom. Če sem malo pohvalen, novi dizajner Jure Šulen letos se je kar izkazal, jaz sem zelo zadovoljen. To je v bistvu je to katalog, ki je bolj namenjen udeležencem delavnice, ne. Noter so vpisani vsi tečaji delavnice, kategorije, mentorji, cene. Je pa zajet tudi seveda festivalski del, ki je letos res obsežen. Poleg tega, kar sem že prej naštel v konceptu, sta še dva zelo zanimiva projekta. Hane Projs, to je ena zvočna umetnica, ki oblikuje in dela zvokom na malce drugačen način kot glasbeniki. Gre za multimedijske performance. In pa pogledali si bomo še film Dišalo je po jazzu, o začetkih jazza v Sloveniji. Tako da je sam program festivala letos res, lahko rečemo, ni obstranska aktivnost delavnice, ampak stoji sam zase kot festival.